Če gledamo načelo strokovnosti, se nam zdi, da je vlada v dosedanjem načinu kadrovanja že dodobra načela to načelo strokovnosti. Zdaj, predvsem načelo politično neutralne uprave. S to novelo se pa posega še v to strokovnost. Menimo, da bi ukinitev strokovnih izpitov za imenovanje v naziv bistveno znižala raven znanja uslužbencev in kot taka na nek način celo razvrednotila ta poklic. Vlada in Ministrstvo za javno upravo s to potezo sporočata, da je javni uslužbenec lahko vsak. Bojimo pa se, da se ta rešitev prilagaja določenim parcialnim interesom. Recimo, maja 2001 na seji Državnega zbora, na 31. je minister Virant takole argumentiral takratni sprejem zakona o javnih uslužbencih. Bom kar citiral. Zakon drugače kot danes ureja strokovne izpite, ker postavlja strokovni izpit kot pogoj za vsakogar, ki pride na uradniško mesto v upravo. Danes tega ni, se pravi, smo v letu 2001. Danes obstaja razlika, diskriminacija med tistimi, ki v upravi upravljajo pripravnostjo in morajo na koncu upraviti strokovni izpit, in med tistimi, ki v upravo pridejo kasneje, v kasnejših letih svoje kariere. To je narobe. Vsakdo, ki pride v upravo, lahko kot odličen strokovnjak z področja okolja, prostora, gradbeništva, kulture, družboslovja, naslov in tako dalje, težko bo dober uradnik, če ne bo poznal osnovnih principov delovanja uprave, sistema javnih financ, upravnega postopka, ustavne ureditve. Torej, kako ta država funkcionira in seveda tudi ureditve Evropske unije, integracijo, v katere se pospešeno vključujemo. To je bilo 2001, takrat še nismo mi del Evrope. Glede tega teksta seveda menimo v LDS, da še vedno velja. Še vedno menimo, da strokovni izpit kot tak je potreben. In da gre z odpravo tega strokovnega izpita za demontažo sistema brez utemeljenih razlogov. Uprava, treba se zavedati, da uprava na podlagi ustavne koncepcije deluje v okviru in na podlagi ustave in zakonov. In če bomo ta strokovni izpit v bistvu odpravili, bomo odpravili tudi zagotovilo države, da so vzpostavljanje podlage za ustavno in zakonito delovanje celotnega javnega sektorja. Morate vedeti, da ta strokovni izpit zajema ogromno število vsebin in da resnično daje ljudem, ki prvič pridejo v upravo, neko širše znanje, poznavanje celotnega ustroja državne ureditve. No, in glede na to, ker ni neobrazloženo, v čem je predlagana rešitev boljša, ker zdaj se predlaga zgolj seznanjanje z vsebinami. A se vi predstavljate, kako bo to izgledalo? No, to je, en kolega mi je zadnjič rekel, to je tako, kot če bi opravljal vozniški izpit tako, da bi gledal, kako drugi vozijo. Ne, da ga preizkušiš na nekem izpitu pred neko strokovno avtoriteto, da je pridobljena znanja tudi usvojil, pridobil. Te analize ni, čeprav bi jo, po mojem, minister Virant moral narediti, pa tudi ve, da za vsako spremembo je potrebno najti neke utemeljene razloge. Odgovor, po mojem, najdemo nekje v drugem delu. To pa je v tistem delu, ki se nanaša pa na podelitev pooblastila. Tam mislim, da je teči zajec v grbu. Mi ne vemo, koliko je v teh letih moralo upraviti posameznikov ta strokovni izpit, ker je bil to pogoj za zaposlitev. Niti ne vemo, koliko jih ni uspelo. Teh podatkov žal nimamo in jih tudi v predlogu zakona ni, čeprav bi mogli na nek način utemeljevati, zakaj. Če bi bil človek malo nagajil, bi lahko pomislil, da si prilagajajo to temu, koga hoče zaposliti uprave. Mogoče imajo težave s tem, da nekateri, ki bi jih radi zaposlili, niso sposobni upraviti teh strokovnih izpitov. To je zgolj malo pobalinsko razmišljanje. Ampak mislim, da je denar bolj problem tam. Če se poigramo s številkami in rečemo, da je povprečno 15.000 udeležencev v zadnjih letih bilo udeleženih na teh usposabljanjih, pa če je
cena enega tega seminarja priprave na strokovni izpit cirka 150 evrov, pomeni, da govorimo o 2.250.000 evrov. To pa ni majhen denar. In ta denar po predlogu zakona naj bi zdaj šel izvajalcem, ki naj bi bili izbrani na podlagi javnega natečaja in bi pridobili javno pooblastilo. V tem je še en pomemben vidik, ki je zelo zaskrbljujoč. Ko govorimo o javnem pooblastilu, gre v bistvu za monopol in tega se treba zavedati. Ker zaradi majhne konkurence na tem področju bodo potencialni izvajalci v sigurno monopolnem položaju. Mi ne skrivamo bojazni, da bi MJU to pooblastilo dodelilo izvajalce, ki so dovolj blizu Ministrstvu za javno upravo. Prej se je ta denar gibal v okviru Ministrstva za javno uprave znotraj državnega proračuna. Denar so morali imeti za izobraževanje upravne enote, občinske uprave ministrstva, potem so na upravno enoto pošiljali ljudje in to je znotraj tega lonca, te vreče se je denar prerazporejal iz levega v desni žep. Zdaj bo pa ta denar šel izven tega žepa, se pravi v druge hlače. Zanimivo bo videti, komu in na kakšen način. In ne preseneča v zakonu to, da to delajo pred koncem mandata. In prehodne določbe so neobičajno kratke. Jaz težko najdem zakon, kjer je potrebno pripraviti v skladu z določili zakona podzakonske predpise, ki bodo to uredilo v 2 mesecih. Upravna enota v 2 mesecih komaj kakšno gradbeno dovoljenje za, tukaj se bo pa zelo na hitro pripravilo. Običajno so te roki 3 mesece, 6 mesecev za pripravo podzakonskih predpisov. Tukaj 2 meseca, kar pomeni, da se izredno mudi. Kje so razlogi, bo treba vprašati kakšne druge, najbolj bo treba najbolj vprašati ministra za javno upravo. Mi samo izražamo zaskrbljenost. Jaz osebno bi se pa upal staviti, kdo bo dobil to javno pooblastilo. To bomo počakali. Zelo slabo je, če ljudje ne obvladajo sistema. To so ljudje, s katerimi je potem najlažje manipulirati. Lahko so sicer dobri strokovnjaki, ampak vendar jih potem tisti, ki pa vendar obvlada sistem, porine v nek segment, kjer zelo dobro funkcionirajo, ne morajo pa pravzaprav videti, da funkcionirajo v korist ne vem česa, namesto da bi v korist tistega, zaradi katerega so tam v službi. In to je neka želja, ki se pravzaprav skozi več zakonov zdaj vidi, da imajo ljudje nesistemske izobrazbe, da so dobri specialisti, dobri strokovnjaki, da pa ne vedo, kaj se dogaja v svetu, tako bom rekel, na široko. In seveda to prav gotovo govori potem tudi o tem, da so take zadeve neučinkovite zmeraj. Seveda je potem samo eden tisti, ki je na vrhu piramide, ki seveda vse te zadeve lahko ureja, usmerja, potem kot drugi pa pač ne morejo, zaradi tega, ker nimajo tega znanja. In te izpiti, ki so zdaj predpisani, seveda seznanjajo vse uradnike z vsem, kar se dogaja v nekem njihovem uradniškem svetu. Saj to vedo, od katera vrata so zakaj. Potem seveda še tega ne bo. To so problemi, ki jih seveda takšno prehitro, osko usmerjeno znanje prinaša. To seveda, da bi pa, da se pa človek mora kar naprej izobraževati, to je pa zdaj pravzaprav že fraza in nima smisla, da jo kar naprej ponavljamo, to doleti tako ali tako vsakega. Ampak ravno zato, ker se moramo kar naprej, to velja zdaj za nas vse koncev, ne samo za uradnike, je zelo pomembno, da imamo neka bazična, jasna znanja, spoznanja o tem, kaj pravzaprav se dogaja z nami, s stroko, s tem svetom. To so stvari, ki je treba imati obzir, sploh, ker dobimo pred samo zakon, ki je na vides nekaj v redu, pa ne bo treba izpitov, pa ne bo treba onega in tega in to se tako za ušesa je dobro, ampak kasneje se pokaže, kako vse to manjka in je težko dobiti, če ni organizirano, če ni jasno in če tudi kriteriji niso postavljeni.